predstavljam ABC pospeševalnik, to ni to, prvi privatni pospeševalnik v Sloveniji oziroma v širši regiji. Kako se je ideja pravzaprav porodila? Naš glavni motor, inovator in ustanovitelj vsega skupaj je Dejan Roljič, ki je bil lani v startup bootcampu v Amsterdamu, to je najpoznanejši, najvidnejši tudi pospeševalnik v Evropi. In ko je uspešno zaključil svoj prvi program s svojim startupom, se je z Bernardom Grumom in Žigo Vavpotičem odločil, da bi bilo nekaj podobnega zelo dobro narediti tudi v Sloveniji. Zakaj? Slovenija ima izredno dobro razvito okolje za vse startupe, kakor so že moji predhodniki tukaj povedali, tako da res vse čestitke vsemu, kar se je do zdaj že naredil. Zatakne se pa dostikrat v tisti fazi, ko potem ekipa že naredi nek produkt in mora s tem produktom nekam narediti oziroma nekam prodreti in priti naprej izven naših meja. Zgodba je zelo podobna v naši širši regiji, tako da dejansko mi našega pospeševalnika nismo fokusirali izključno samo na Slovenijo, temveč smo šli kar širše in smo zajeli nekako področje 500 km naokrog. Kaj je zelo pomemben pri tem skupaj? Ko se greš neko tako zgodbo, ko dobiš idejo, je zelo dobro dobiti močnega partnerja, pri močnem partnerju je pa dobro, da izbereš tudi pravo lokacijo. In tako smo seveda prišli potrkali na vrata BTC-ju, ki je imel posluh za našo idejo in nam je ponudil prostor in seveda svoje področje. Zakaj je BTC pomemben za naše startupe, za ekipe, ki prihajajo k nam? Ker nam nudi kompletno testno področje. Praktično vse, kar naši startupi v pospeševalniku počnejo, lahko stestirajo v realnem okolju, kako to deluje. BTC ima razna in podjetja in trgovine in vse praktično, kar naši startupi počnejo. Tako da dobijo direktno nazaj feedback z tržišča. Poleg BTC-ja je seveda tudi Slovenija idealno testno področje, se praktično na 2 klica vedno poznaš nekoga, ki ti zna povedati, na koga se potem obrneš naprej, zato da vidiš, a tvoj produkt res pije vodo tudi globje in širše izven naših meja. Zdaj, kako sam pospeševalnik dejansko deluje? Seveda najprej se morate prijaviti, to je prva zadeva. 2 programa na leto speljamo, en program traja 6 mesecev in sicer je razdeljen na 2 dela. 3+3, prve 3 mesece mi temu rečemo aktivno pospeševanje, kjer praktično mi za naše startupe, bom rekla, jih kar zelo teramo, da delajo. Oni praktično imajo 3 do 4 delavnice oziroma predavanja na dan. To so pa zdaj zelo fokusirane za zelo posamezne člane ekipe, tako da vsak član in tako developerji, kot marketingaši, kot prodajniki, vsi imajo neke svoje fokuse, tako da oni imajo dnevne naloge, dnevna opravila, vse, kaj morajo dosegati in seveda tedensko morajo oni tudi dokazati in pokazati, da so že naredili nek napredek od prejšnjega tedna, ker v polovici prvega 3 meseca jih začnemo pripravljati na demo dan, to je pa dan, ko jih predstavimo svetovnim investitorjem. Zdaj, da se pa lahko prijaviš v naš pospeševalnik, moraš imeti pa že razvit produkt oziroma res v fazi testiranja in pa po možnosti že nek odziv trga, po možnosti, če je le možno, da se že nekaj prodaja. Potem, ko vas mi naučimo v zadnjem mesecu pred demo dnevom pičati, kar pomeni, da jih vas vozimo na razne delavnice, predavanja, kongrese, kot je tudi ta, se potem oni predstavijo svetovnim investitorjem, priredimo tak večji dan, tam oni pokažejo, kaj znajo in seveda tam se začne pa potem 3-mesečni pasivni program, kjer aktivnega dnevnega programa nimamo več, je pa mentori so še vedno na voljo, naša ekipa je še vedno na voljo, delamo pa predvsem na tem, da jih spravimo na globalni trg. Ker poleg BTC-ja imamo še tehnološke partnerje, to so IBM, Microsoft in vsi v bistvu svojo mrežo korporacij po svetu in inovacijskih centrov poskrbijo za to, da naši startupi lahko grejo v tujino čim prej. Ja, da lahko to speljamo, je pa pač zaslužna predvsej odbita ekipa, bomo temu rekli, vsi imajo svoj fokus in dejansko to službo upravljamo z največjim veseljem, tako da niti ne vemo, da hodimo v službo, ampak dejansko smo tam za naše startupe od jutra do sutra, to vajo tudi tisti, ki z nami tam delajo, tako da to približno je to. Ker pa smo opazili po prvem programu, da je zelo pomembno tudi kakšno okolje je po tem, ko zapustijo po polletnem programu naš pospeševalnik, smo naredili skupaj še majčkeno prehitevam v besedah in ne slikah, smo razširili še majčkeno našo dejavnost še pred
pospeševalniški del in pospeševalniški in smo odprli pod Emporiumom v bistvu še hub, kjer je pravzaprav to namenjen prostor bolj networkingu, srečevanjem, tudi tistim, ki imajo samo ideje, lahko pridejo, dogodke tam prirejamo za naše startupe in pa naši startupi, ko končajo s programom, imajo lahko tam v coworkingu svoj prostor oziroma svoje pisarne. Tako da, to bi bilo to. Jaz bi predvsem rekla za vse startupe in za vse mlade z idejami, da če imate ideje, če imate želje, če imate vizijo, dejansko slovensko podporno okolje je močno, je ta pravo, vas lahko spravi v globalne zvezde in uspeh. Tako, srečno. Najlepša hvala, gospa Urška Jež.